Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani, ponovno imam ta privilegij, da vas med prvimi nagovorim v novem letu. Sinoči smo potegnili črto pod letom 2020 in verjamem, da smo, tako kot jaz, tudi vi, nekako veseli, da se je to leto zaključilo. Ko se spominjamo leto nazaj, nikakor nismo pričakovali, da se bo v letu 2020 zgodilo to, kar se je. Če omenim samo dve stvari, ki so prizadeli našo občino, seveda poleg koronavirusa, tudi poletna neurja, sem verjetno o katastrofah govoril dovolj. In danes to ni moj namen. Moj namen je, da vas spomnim, da so se v letu 2020 zgodile tudi dobre stvari, tako na našem skupnem področju, kot tudi vsakemu na njegovem zasebnem področju. In poleg te izkušnje, ki jo nekako prenašamo iz krize, nas ti lepi trenutki bogatijo in nam dajejo popotnico za prihodnost, za leto, za katerega smo včeraj oziroma sinoči obrnili prvi list na koledarju. Torej, lepi spomini naj nas popeljejo v leto 2021. Leto 2020 je zaznamovalo marsikaj. Tudi v okviru našega mladinskega centra in časopisa ŠOP smo ponovno izbirali osebnost leta. Med tremi kandidati je izstopil tisti, ki morda sicer ne bi stopil v ospredje, vendar bralci sta se odločili prav. Ni zdravnik, ni pripadnik civilne zaščite, vendar človek, katerega roke so potrebne povsod. In takšnih ljudi potrebujemo v naši občini še več. Verjamem, da bo tudi ta izkušnja dobrodošla za naše delo v prihodnje. Današnji dan je dan veselja, dan velikega pričakovanja. Začenjamo novo leto in verjamem, da imamo vsi mnogo dobrih idej, da smo si jih izrekli že sinoči in tekom današnjega dne. Seveda se tem dobrim željam pridružujem tudi jaz. In vem, da bomo vsi strmeli k temu, da bomo to krizo, ki je povezana z boleznjo koronavirusom, čim prej premagali. Vsak mora poskrbeti zase in tako bo najbolje poskrbel tudi za druge. To je prva naloga, ki nas čaka v letošnjem letu. Naprej pa bomo potem z lahkoto udejanjali vse, kar smo si zastavili, tako na osebnem, kot tudi na našem skupnem področju. Verjamem, da imamo visoke cilje in da jih bomo lahko uresničili, ko se bo življenje vrnilo v normalne tirnice. Naj vam v zaključku zaželim vse dobro v novem letu 2021, seveda predvsem zdravja, potem pa bodo uspehi, ki si jih vsi želimo, prišli. Lepo praznujte še naprej in verjamem, da bomo tudi na tak način, kot praznujemo letos, vsi skupaj nazdravili novemu letu 2021. Srečno! Drage občanke, dragi občani, dobro jutro in dober dan vam v novem letu 2021 poščiva tudi midva. In vas toplo pozdravljava, tokrat malo drugače, v vaše domove nadaljavo. Pa se kar sprehodimo skozi šmarško kroniko, oziroma koroniko, kot jo je letos poimenoval avtor. In si malo osvežimo dogodke, ki so zaznamovali leto 2020 v Šmartnem ob Paki. Zima, zima, bela, nam je skoraj župana vzela, a župan je mož ta prav, hitro se je spet pobral. Zdravnico 2020 pod županji izpeljal, nam kozarce in šampanca na stroške občine je dal. Ana smuča v Kranjski gori, v
Vsi Šmarčani gremo tja. Avtobus je bil nabasan, malce ostalo je doma. Ob neurju v rečici Tišlerjeva lipa pade. Tudi na strehah veter pustil hude sledi. Vsak priskoči in pomaga, solidarnost še živi. Nova vlada in koronavirus nam življenje spremeni. Celo pot na Goro Oljko so nam prepovedali. Zdaj tudi z vlakom in Marjanom Knezom ne moramo voziti se po svet, ker to nam korona preprečuje, doma ne moramo sedeti. Turizem v Šmartnem se razvija. Turisti hitijo z vseh strani. Tam, kjer včasih hmev je rasel, zdaj krasno jezero leži. Iz Šmartnega pod Paški vasi novo cesto smo zgradili. Na okolico ob cesti smo pa malo pozabili. Zid stoji v kraju Šmarškem, vrh dviguje svoj oblake. Pri zavijanju levo-desno pa lahko pride do napake. Bolj kot letošnja neurja pot k baronu jih razburja. Je potrebna tako široka špura, da mladina skuteri se fura. Kulturno društvo iz Gorenja v poduk nam igro da. Naučijo nas prav hitro, kako denar leti z neba. 100 let gasilstva v Paški vasi bi morali letos praznovati, pa jim korona štrene zmeša, preložiti treba bo napad. Nogomet v Šmartnem zelo napreduje, a nafta vseeno 10 komadov nam nasuje. Občinski praznik za Martina nismo mogli praznovati. Gospod župnik za boljše leto na YouTubu je moral mašo brati. Pogačar, Roglič, Timi Gajser. Kamorkoli se spustijo, prva mesta in medalje drugim vzeti ne pustijo. V MC-ju slavni Čuki pravil so novi se držali, žal le tistim so igrali, ki razdaljo pravo so držali. Volitve v Ameriki so se končale, čestitke pošilja celi svet. Le predsednik naše vlade pravi, treba bo še enkrat šteti. Pred MC-jem zaradi korone se nam ne dovolijo zbrati. Zato pa tole kroniko nadaljavo moramo vam prebrati. Če vam v kroniki kaj ne paše, letos kriva sta že dva. Dobro oba poznate, za obračun sta že pripravljena. Mnogo zdravja. Brez korone. Osebne sreče. Dobri dni. En ščopičen. En s kulijem. Srečno novo vam želim. Zdaj pa nas čaka že prvi veseli dogodek v tem letu. In sicer razglasili bomo najposebnost leta 2020. In z veseljem sporočam, da je letošnji zmagovalec gospod Anton Cigler. Gospoda župana prosim za predajo darila našemu zmagovalcu. Iskrene čestitke, verjamem, da gre v prave roke. Upokojeni rudar, ki svoj prosti čas rad namenja delu in pomoči posameznikom, številnim društvom in vaškim skupnosti. Kot član motokluba Pakenstein je aktivna ambasador kluba in občine, saj obišče domala vse motoristične prireditve v Sloveniji. V klubu kot ekonom zgledno skrbi za klubske prostore v hiši mladih. Svojo pripravljenostjo za delo se le priskoči na pomoč mladinskemu centru Šmartno v Paki pri pripravi različnih prireditev. Svojo pomoč pri postavljanju občinskega šotola in pripravi prireditev nudi tudi drugim skupnostim, naprimer Gavce Veliki vrh. To ni človek, ki bi svoje delo obešal na veliki zvon. Niti ni človek, ki bi se izpostavljal z venečimi funkcijami v društvu. Je skromen, tih in najpogosteje premalo opazen. Njegovo srce pa je široko in roke delo. To je človek, ki bo vedno pomagal z zavzetostjo, skrbno in dosledno. Sem zelo vesel, da sem postal najosebnost leta 2020. Zahvalil bi se vsem, ko so glasovali za mene. Želim jim sreče v 2021, zdravja, veselja, da še bomo naprej sodelovali. Hvala. Na koncu vam naše iskreno in iz srca želiva, da v letu 2021 izkoristite čim več priložnosti.
da bi bili ljubeči in strpni do vseh, ki se dotikajo vaših življenj. In bodimo človek človeku. In pomagajmo tudi tistim, ki morda sami ne znajo ali ne zmorejo. Predvsem pa poskrbimo zase in ostanimo zdravi. Torej, naj bo srečno in zdravo leto 2021. No, na zdravje, srečnega pozdravlja 2021, te pa čestitke. Evo, na zdravje.